Malo je takih, kot je Miha. Takih, ki so kljub vsem številnim dosežkom in uspehom na svetovni ravni še vedno tako zelo preprosti, prizemljeni in skromni. Če ne bi bilo interneta in debate, ki ji boste kmalu priča, v nadaljevanju naštetega o njem ne bi vedel, če tudi se poznava. Je namreč večkratni absolutni zmagovalec nekaterih najprestižnejših tekmovanj na svetu v igranju na diatonično harmoniko. Koncentriral je na Manhattnu v New Yorku, v okviru Evropske komisije v Bruslju, na mednarodni turistični borzi v Berlinu in na Dnevu Evrope v Štokholmu na Švedskem. Prispevke o njegovem delu so v okviru oddaje Slovenski magazin predvajale številne satelitske TV postaje, med njimi tudi CNN in 3Sat. Sodeluje s številnimi uglednimi institucijami, kot so Olimpijski komite, Slovenska turistična organizacija in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter soustvarja z mnogimi priznanimi slovenskimi glasbenimi umetniki. Dame in gospodje, eden in edini, z mano v debati, Miha Debevec. Miha Debevec, lep pozdrav in dobrodošel v tem skromnem soteškem studiu. Hvala za povabilo. Veliko veselje. Ful lepo, da si prišel, se odzval povabilu, pa kar hitro nama je ratal se tudi zment, ne? Takoj, ko sva šla v akcijo. Glede na to, da je december in da se veliko stvari dogaja, je to kar uspeh, da se nama je uspelo. Sklepam, da je tvoj koledar precej poln. Je kar poln, čeprav ti moram priznati, da glede na to, da sam nisem tiste vrste glasbenik, ki bi bil zabavljač, ampak igram bolj na kakšnih takih dogodkih, na eventih, raznih kongresih, otvoritvah, ki pa se dogaja bolj med letom, ne toliko zdaj proti koncu leta. Zdaj proti koncu leta imajo več dela tisti glasbeniki, ki igrajo bolj za zabavo, za plese in tako naprej. Ja. Jaz pa, torej moj tipičen nastop je pa v bistvu bolj popestritev kakšnih dogodkov, ki pa se bo dogajal med letom. Se pravi, zdaj ni ravno tisti vrhunec, ko bi imel jaz recimo največ nastopov. Sem jih pa recimo imel novembra ogromno. Sem recimo s tem svojim duom nastopil na raznih Se kičva sploh začeti? Najbolj jaz zmer pravim na začetku, ne? Zdaj, jaz bom naredil, nisem še, ampak kot uvod k temu intervjuju bom naredil eno krajšo predstavitev o tem, kdo Miha Debevec je. Ne? Tako da se ne bomo pol ponavljali, ampak vseeno, povej mi, dečko, povej mi, kje si gor rasel, pa kdaj se je kdaj ti je postalo jasen, da boš glasbenik? Ja, tako je, jaz prihajam iz Notranjske in sicer natančneje iz Rakitne, to je ena taka malo višje ležeča vasica. Ker povem, da si vajen mraza. Ja. Pri nas imamo zelo hude zime. Naša vas leži tam nekje na 800 metrov nadmorske višine. In imamo podobno klimo, kot ima recimo Babno polje, ki ga vsi poznamo, kot je enega iz najhladnejših krajev v Sloveniji. Ja. To je nekje malo več kot 30 km južno od Ljubljane. Leži nekje med Ljubljano in Cerknico, recimo nekje na pol poti. Gor je res idilično, kvaliteta življenja je izjemna, imamo tudi ogromno vikendov, mislim, da čez 400 vikendov, imamo jezero, v katerem se poleti kopajo, po zimi se na njem drsajo. Imamo krasne gozdove, soteske, reke, nešteto enih pešpoti, super klimo, imamo klimatsko zdravilišče, ki je bilo včasih namenjeno astmatikom, zdaj neke drugačne programe, ker so se metode zdravljenja spremenile. Skratka, izredno lepo za živeti, tako da sem vesel, tudi glede na to, da imam tak stresen poklic in da veliko preživim na odru in mi potem zelo ustreza recimo po kakšnih takih nastopih, ko popolnoma iztrošim svoje baterije, da lahko v tisti naši prečudoviti naravi najdem svoj mir, ker me to potem sprošča
Skratka, tiste redke ure, ko sem prost. Pa novo, svežo inspiracijo. Tako, grem najraje v gost, na sprehode, to me najbolj sprosti. Se pravi, kdaj si pa začel? Začel sem pa že zelo zgodaj, tam nekje pri 7 letih. Igram že, torej zdaj bo praktično 37 let. Je pa tako, da sem se jaz rodil v taki zelo glasbeni družini. No, to sem te hotel vprašati. Jaz sem se praktično že rodil s harmoniko, že moj star oče je bil zelo nadarjen za glasbo. On je bil sicer samouk, ker to so bili časi, ko ljudje niso imeli možnosti, da bi se lahko izobraževali. To je bilo kmečko okolje, teh možnosti ni bilo in imeti takrat harmoniko je bilo pravo bogatstvo in prava redkost. In moj star oče je imel izjemen občutek, igral je po neštetih teh ohcetih. In potem je pač harmoniko igral tudi moj oče, in skratka to je v naši rodbini. Jaz sem se že nekako kar rodil s harmoniko. Že zelo zgodaj sem pokazal smisel, zanimanje in nadarjenost. Potem mi je oče zelo kmalu mi je priskrbel enega učitelja, ki pa bom rekel, sva bila z njim potem kmalu že na enem tekmovanju, pa sem ga zelo kmalu, bom rekel, tako prerasel. In sem potem kasneje, je bila moja prelomnica predvsem ta, da sem spoznal enega najboljših profesorjev v tistem času, v svetovnem merilu. To profesor Lupinski živi v zamejstvu v bližini Trsta. No in on me je opazil na enem tekmovanju. Jaz sem šel takrat sem bil še bolj na začetku in sem se udeležil enega tekmovanja na Primorskem in ta profesor je bil v komisiji. Koliko si bil star takrat? Takrat sem bil star, po mojem, 8 let. Še ne bolj, po mojem sem imel samo nekaj mesecev. Tiste osnovne stvari mi je pač pokazal nek učitelj, ampak potem, kot rečeno, mi ni imel... Si precej hitro znanje usvojil, ne? Sem ga v bistvu dosti hitro prerastel in mi ni imel v bistvu kaj dosti več za pokazati. Potem smo mi na tem tekmovanju je prišel ta gospod, ta profesor, ki je bil v komisiji, prišel do mojih staršev in je rekel, da ima občutek, da bi lahko iz mene še kaj bilo, tako po domače rečeno. In jim je svetoval, da bi bilo fino, da bi se enkrat oglasil po njemu. In tako se je v bistvu pol začel... In nisem motil. Tako se je začel res potem moj... To je bil pa res potem vzpon v tistih letih, ker sem pa izjemno hitro napredoval. In potem sem takrat v bistvu na enem zelo kmalu, po kakšnem letu, 2 morda, po tistem, ko sem se začel pri njemu učiti, sem na enem izmed tekmovanj, ko sem tudi aktivno tekmoval, sem premagal takrat aktualno svetovno prvakinjo v harmoniki. V bistvu. Takrat to je bil neke vrste prelom zame. Si predstavljam. Potem od tistega trenutka naprej, torej veliko udeleževal sem se ogromno teh raznoraznih mednarodnih tekmovanj doma in v tej bližnji okolici. In potem je bilo pa tako, da sem s temi tekmovanji sem po nekaj letih v bistvu prenehal, zato ker je tudi tako, da nekako od teh tekmovanj se ne da živeti, to je v bistvu neke vrste referenca, potem neko dobro izhodišče, ki ti mogoče odpre marsikakšna vrata, potem na marsikakšen oder, marsikakšen medij, ni pa to nekaj, od česar bi lahko živel. Tako da sem se pa v bistvu posvetil šoli pa nastopanju in od takrat naprej pa zelo aktivno nastopam, vse do danes. Solo ali v duo izvedbi? Ja, se je to. Na začetku sem kar nekaj let nastopil izključno solo. Potem sem pa tam nekje malo po letu 2000 ustanovil eno trio zasedbo, ki je bila odlična. Z njo smo posneli takrat tudi eno zgoščenko, ki je bila takrat v tistem času in prostoru, se mi zdi, nekaj unikatnega, nekaj novega. In sicer je bil naslov zgoščenka Diatonična harmonija. In meni je bil takrat cilj, da v bistvu s frajtonarco, ki je v bistvu ljudsko glasbilo v osnovi, namenjeno v bistvu izvajanju preprostejše ljudske in pa narodno zabavne glasbe. Mene je vedno zanimalo, kako bi jaz na tem inštrumentu ustvaril tudi še kaj drugega, kako bi lahko iz tega
naredil nekaj več, mogoče posegal tudi po drugačnih glasbenih zvrsteh. Mene je vedno zanimala tudi klasika, po duši sem rocker, recimo. Jaz sem rasel gor z rock bendi, kot so Nirvana, Pearl Jam, recimo s to Seattle sceno. Radiohead. In mene je vedno zanimalo tudi, kako bi jaz na tem inštrumentu počel tudi nekaj drugačnega. Ne? Se pravi, na tej točki si prišel do tega naziva harmonikar, ki želi razbiti stereotip, Bravo. Da se harmonika pojavlja samo v narodno-zabavnih vodah. Tako je. Doskrat se mi zdi, da je bilo, sploh dolga leta se mi zdi, da je v javnosti prevladal nek vtis, da gre, ko je bilo govor o harmoniki, da gre za nek tak bolj gostilniški inštrument, ki naj ga ne bi jemali preveč resno. To je neki goveja muska, pa tako naprej. Ja. No, ampak jaz sem potem z nekim resnim pristopom, z nekim strokovnim pristopom, z neko zavzetostjo do tega, sem potem dokazal, da v bistvu je lahko to inštrument, ki je popolnoma enakovreden drugim inštrumentom. Da je to v končni fazi zgolj orodje za izražene ideje. Inštrument je neke vrste orodje. In vse ostalo se pa dogaja v naši glavi, kaj mi želimo s tem pokazati. Je pa res, da je inštrument v osnovi, kot sem že prej omenil, ljudski in je namenjen tej preprosti ljudski in pa narodno-zabavni glasbi. V bistvu je najbolj diatonična harmonika ali frajtonarca, je najbolj popularna v tem alpskem okolju. In vsi poznamo tudi te avstrijske viže in tako naprej. Tle se razni vplivi se prepletajo med seboj, vplivajo eno drugega in tako naprej. In potem je kmalu nastal en zelo ključen problem, in sicer, da ta inštrument v svoji osnovi, da je tehnično majčkeno hendikepiran, se pravi, ima narejene za to preprosto alpsko glasbo in ima premalo zmožnosti, premalo gumbov, premalo kapacitet ima na sebi, da bi ti omogočal, da bi igral tudi recimo zahtevnejše glasbene vsebine, mogoče klasiko in tako naprej. In jaz sem potem začel skupaj, to je tudi pomembna stvar, skupaj z mojim proizvajalcem, gospodom Valentinom Zupanom, svetovno znanim proizvajalcem. Si tehnično nadgradil glasbilo. Tako je. Sva midva začela razvijati, ko sem mu jaz začel razlagati to zgodbo, kako meni primanjkuje stvari, kako bi mogel biti inštrument tehnično bolj izpopolnjen, nadgrajen in tako naprej. Za to, kar si jaz želim. Saj za tisto osnovno zadevo, ki jo večina igra, prosto ljudsko pa narodno-zabavno, pa slakovo glasbo, je osnovna različica diatonične harmonike več kot dovolj in z vsem spoštovanjem do tega, pa še posebej do ljudske glasbe, do tega imam jaz veliko spoštovanja, ampak vedno se je potrebno zavedati, da imamo na eni strani ljudsko glasbo, ki jo je potrebno ohranjati zaradi naše tradicije, po drugi strani je pa vedno prisotna tudi inovacija. Mene je vedno zanimala inovativnost. Zaradi tega sem začel raziskovati ta inštrument, kako bi nadgrajeval stvari, kako bi lahko izvajal najrazličnejše glasbene žanre. Zaradi tega recimo to, kar danes igram s tem mojim duom, moram omeniti kolega Kušerja na klasični harmoniki, s katerim imava zdaj duo in veliko nastopala, da v bistvu nimava nobenih omejitev, praktično igrava vse možne zvrsti, najin glasbeni program. Midva se na nekem koncertu sprehodiva praktično po celem svetu. Gremo od Argentine, tanga, do ne vem česa, Skandinavije, Rusije, popularne glasbe, klasične, tango, etno glasbe z različnih koncev sveta, Balkana. Skratka, to tudi za voljo tega, ker imaš tako je, tudi za voljo tega. Nadgrajeno. Je pa nekaj res. Te glasbene zvrsti, ki jih jaz zdaj izvajam na tej harmoniki, niso ravno pisane na kožo te harmonike, tako da so izjemno zahtevne. Če si lahko predstavljaš, recimo razporeditev tonov na harmoniki je narejena tako, da bolj ustreza recimo tej preprosti alpski glasbi. Jaz sem pa pač s temi svojo nadgradnjo, sem si pa stvari malo zakompliciral in čim presežem ta okvir, čim grem malo ven iz teh okvirov, postanejo stvari izjemno zahtevne za igrati. Jaz imam recimo, neko razdaljo med dvema tonoma, kot je naprimer
naprimer, če bi dal za primer C pa cis, ki je v bistvu interval. Zdaj jaz tako malo na pamet kimam, ker nimam nobene glasbene podlage. Mogoče za tiste, ki imajo vsaj neko osnovno glasbene teorije. Recimo, to je tista razdalja med belo pa črno, sosedno črno tipko na klavirju, ki jo imaš praktično čisto pod prsti, ne? Tisti, ki igra klaviatura, recimo klavirsko harmoniko ali pa na klavirju, ima to razdaljo čisto pod prsti. Jaz imam recimo to razdaljo, ki imam te dodatne poltone dodane, ne vem, imam recimo na diatonični harmoniki imam 3 vrste in potem so dodatni poltoni dodani v 4. vrsti. In je moje razdalje, ne vem, 12 cm, recimo. Tista razdalja, ki je pri klavirju tako zraven, lahko trk naredi, ne. Mi rečemo glasbeniki v žargonu, da imaš nekaj pod prsti, ki je pa veliko lažje izvajati. Če imaš pa ti velike razdalje, je pa tehnično izjemno oteženo. Se pravi, če narediva eno prispodobo, prost, ki te prekinem, te pol dejansko z loparjem za ping-pong rata igrati badminton. Ja, ne? Nekaj tazga. Je pa tako, se pravi, jaz sem vedno to krat počel, ne, jaz doskrat komu razlagam tako, sem tudi veliko poučeval recimo harmoniko, ne. In recimo imajo doskrat starši težave, da morajo otrokom žugati, pejt vaditi, ne, zakaj še nisem vadil. Recimo jaz sem hvaležen za, kako naj rečem, je to bilo vedno v meni, da nisem rabil nikogar, ki bi me priganjal. Ja, seveda, to je bilo v tebi. Enostavno je bila glasba od nekdaj. To je bilo v tebi. Moja toliko velika ljubezen, da sem... Bom še eno anekdoto povedal iz časov, ko me je, v bistvu mene oče potem, takrat je bil to podvig, to je bilo več kot 30 let nazaj, ko me je oče vozil k temu profesorju v bližino Trsta. To smo šla vsako soboto s fičetom. Takrat je bilo to tako, takrat to ni bilo, to je bila avtocesta samo do Razdrga. To je bil Makedan, to smo imeli fičeta, to smo imeli enkrat si spomnil, ki je bil tak naliv, da je imel fičo prepočasne brisalce, da smo mogli dol z avtoceste pa počakati, da je naliv pa tako, ne. Skratka, pa carina je bila, treba vse prijaviti, skratka, cele procedure. Eno štorijo povem. Jaz, ko sem odšel, ko sva midva odhajala iz učnih ur pri temu profesorju, ne, jaz sem to znanje kar požeral in jaz sem potem, ko sva se vračala nazaj, sem šel na zadnji sedež fičota in sem na zadnjem sedežu ponavljal tisto, kar sem se naučil. Niste rabili radija v avtu, ja. Tako nisem čakal, ne, nisem eno tistih mulc, kaj zdaj, šel vanj, kje si zdaj, ne, kaj zdaj, mi tle plačujemo zate, ne, a veš, ti se pa zafrkavaš, ne. To tega pri meni ni bilo, ne. Jaz sem komaj čakal, ne, skratka, to je bilo vedno. To je bil oči zadovoljen, ne? Ja, in to ne moreš verjeti, kako je bilo zanimivo, ko sem na carini, jaz sem bil tak, še veliko večjo čupo sem imel kot zdaj. Še večji afro. Tak skandinavski Hendrix. Tak malo bolj rdečka sem bil, pa tako trajno sem imel, ne. In sem bil zelo prepoznaven, ne, in kaj je bilo cariniki, ne, midva sva šla potem, ko smo se vračali nazaj, ne. Cariniki so me že totalno poznali, ne. So rekel, lega, spet gre tam, jaz sem pa odzad v fičotu, ker smo šli poznali. Hudo, a imaš kakšno fotko? Nimaš nobene fotke. Ta bi bila huda. Nimam, ampak... si se vsi predstavljamo. In pol so že kar tako, v nekem momentu, ko smo vsako soboto hodila, so me že tako poznali, da se tako, pejte naprej. Pa sem enkrat se spomnil, da smo mogli okno odpreti, zato da sem še malo poslušal, ko sem jaz vadil. Skratka, to je nekaj moje ljubezni. Super, to je dobro, da si izpostavil eno anekdoto. Top. Ej, daj mi povej, se prav nastopil si na Manhattanu, na Evropski komisiji v Bruslu, na Rokotoču. Ta seznam je preddolg, ampak kjer ti je pa tako najbolj v spominu to, ker res bi že po celem svetu, pa posod si že igral. Posod je po svoje zanimivo, ne? Če bi koga, ki več zanimali, si lahko te reference... se bom jaz dodal kakšen link, dbvec.com. Z lahkoto me najde, samo tipka moje ime v Google. Drugače pa posod je
po svoje zanimivo. Recimo, ne vem, nastopala z duom, sva nastopala tudi v Južni Afriki, recimo, smo imeli čas, da so takrat, mislim, je bilo leto 2010, če se ne motim, mislim, da je bilo svetovno prvenstvo v nogometu, zdaj pa ne vem, bilo 2010. Šloh sem hvala, jaz. Da, že za besedo, ampak takrat mislim, da so naši nogometaši so takrat igrali dol v Johannesburgu. Sem bil jaz takrat dol in so bile pa ob tem razna srečanja, predstavitev države za novinarje, za tako naprej. In sva mi dva igrala na teh dogodkih, tako da mi je bila res velika čast. Še takratni predsednik je tudi preletel, mislim, da je bil Danilo Tirk takrat. Skratka, na račun glasbe pa harmonike sem v bistvu videl veliko sveta. Bil sem, naprimer, do 30. leta sem bil 4-krat v Združenih državah. Bil sem, ne vem, dvakrat sem bil v New Yorku, enkrat sem bil v Clevelandu in v okolici, pa sem bil pa še enkrat v Miamiju, na Floridi, pa v Teksasu. To je bilo v enem sklopu enega obiska. In to, naprimer, sem bil gost na največji konvenciji harmonikarjev v Združenih državah, recimo, kar je zelo velika čast. Sem bil special guest from Europe. To so bili, to so, vse, kar naštevaš, to so bili nastopi. Kaj pa od, recimo, bil si tudi na nešteto enih tekmovanj, ne, še? Tekmovanj, to sem prej omenil, jaz sem tekmoval, mogoče... A bi gledaj kakšnega tako izpostavil, ali je preveč vsega, da bi... V tistem času je bilo eno izmed najprestižnejših tekmovanj, če ne najprestižnejše v tistem času, v bistvu v svetovno merilo. Ja, to si bil... Artemis, recimo, in tam sem dvakrat bil absolutni... Dvakratni absolutni zmagovalec najuglednejšega tekmovanja na svetu v igranju diatonične harmonike. To je samo za diatonično. Ja. Ampak to je zdaj že več kot 30 let. Ampak to se tudi spreminja, ne. V različnih obdobjih so bila različna tekmovanja, različno odmevna. Skratka to, ampak jaz sem po parih letih, tako kot sem že prej omenil, sem s temi tekmovanji, zato ker sem tudi na določenih tekmovanjih sem tudi 2 ali 3 zapored zmagal in nisem videl več nekega izziva. Seveda. Jaz sem se posvetil bolj temu, da sem nastopal, da sem snemal, veliko sem plošče snemal, ne. Tudi enih, se pravi, če se navežem na tisto zadevo, da sem v prvem obdobju sem solo igral, pa sem imel ta trio, pa za vsako to zasedbo sem posnel tudi ploščo, potem sem pa ustanovil ta duo Spopad harmonik. No, to je bila pa nekako eksplozija pika na i takrat v tistih časih. Mislim, da je bilo leta 2006, ko sva posnela tisto prvo najino zgoščenko, Spopad harmonik, ki je bila res totalen boom takrat v tistem času. Takrat si spomnim, da je bilo res rekordno veliko. Tudi ljudje so prepoznali v tem nekaj novega, drugačnega in res tiste je bilo noro obdobje, tam smo imeli rekordno veliko nastopov. Jaz sem praktično, so me kolegi zafrkavali, vsakeč, ko te vidim, imaš harmoniko v rokah in vsakeč greš na nek nastop in je bilo res noro. Ja. S tem Tomažem Rožancem, on je bil moj prvotni član, potem pa sem dobil novega, zato ker se je on posvetil bolj družini in živi na drugem koncu Slovenije. Hkrati je tudi profesor na glasbeni šoli. S par let sva izredno intenzivno nastopala. Zdaj ta član, zdaj imam pa novega člana, ki sem ga prej omenil, pa Dejan Kuše, tudi odličen glasbenik na klasični harmoniki, sicer je pa profesor na glasbeni šoli Celje. In poleg vsega tega še vedno in valjda še naprej ustvarjaš. Ustvarjam pa ves čas. Svojo glasbo. Ustvarjam pa ves čas zaradi tega, ker je to tako, ne. Danes živimo tudi v takem času, da smo vsi nasičeni z informacijami in s podatki. Danes je tako, nobena stvar prav dolg ne more biti aktualna. Zato, ker vsi imamo to, vsi imamo omrežje, internet, socialno omrežje, na dan vidiš toliko in toliko različnih. Skozi iščeš naslednjo stvar, ja seveda. Skozi iščeš to in je
in tako moramo tudi mi ves čas za to, da ohranjamo neko pozornost ali pa da dajemo sporočilo v javnost, da še nekaj počnemo. Ne? Ja. Ljudi to zanima. Ne? Ljudje, ki so te nekje videli, pa se pol čez nekaj časa pa ne sam... Ti, mene pa zanima, ki sem ga videl takrat, ste dobro špili, mene pa zanima, še kaj počnete. Ja. Tako da moraš vsake toliko časa jaz absolutno ves čas delam kakšne nove stvari, kakšne zanimive komade, tudi v glasbi je neomejen možnosti, lahko se povezuješ z raznimi glasbili. Jaz si lahko zdaj spomnim, ne vem. Glasbili in glasbenimi imeni, verjetno, ne? Ja. S stili, glasbili različnimi. Zdaj se lahko spomnim, ne vem, opazim nekoga, ki je vrhunski, ne vem, na harfi, ne? Pa rečem, to je pa dobra ideja. Nisem še slišal skladbe skupaj harmonika pa harfa, ne? Zakaj bi nekaj naredil? Ideja je neomejena. Sam to je neko, v navednicah, alternativno ustvarjanje v smislu glasbe, ne? To ni medijsko izpostavljena stvar, ne? Mislim, škoda po svoje, da ni toliko medijsko izpostavljena stvar, ne? Da se to vedno kasneje porajtajo te stvari. Da so zadnja leta, ali pa zdaj že kar nekaj časa, se mi zdi, da so mediji kar precej razvrednotili to sceno, glasbeno. Se mi zdi, da vse preveč dajo pozornosti tistim res nekim nizkocenovnim stvarem in vse premalo kvaliteti in inovativnosti. To v Sloveniji zelo pogrešam, če sem lahko malo kritičen. Inovativnost, ne. Se pravi, uredniki na raznih televizijah imajo veliko odgovornost in dostikrat ne opravijo dobro svojega dela. Ne? Spuščajo v eter, nekritično spuščajo vse, kar pride in gre, brez tega, da bi preverjali, ali ti ljudje zadostijo nekim osnovnim kriterijem kvalitete, zato da se jih spušča. In potem je to vse povezano, pa je tudi okus večine ljudi tak, kot je. In premalo se ljudi izobražuje, ali pa se jim pokaže, poglejte, tudi to se da narediti. Točno to, ne samo zabavljaštvo, ampak izobraževanje. To pogrešam. Jaz pa delam na inovativnosti in včasih pa se ne bi rad pritoževal, zato ker moram reči, da obstajajo določene ljudje, ki znajo to, kar počnem, izredno ceniti in sem se recimo tudi sam relativno pogosto pojavljal v medijih, ampak še vseeno se mi zdi, da je veliko premalo pozornosti na tem. A čutiš, da je tudi to, vse definitivno je en del tvojega poslanstva, se pravi, ta del glasbe predstaviti. Absolutno. Tudi to obstaja. Samo pogrešam, da bi bilo več iniciative z njihove strani, da bi se oni malo bolj zavedali, ne vem, ustvarjamo na primer novoletno oddajo, pa ne bomo dajali samo nekega nizkocenovnega ofla, neke, bi rekel, zadeve take, ampak bomo tudi malo, dajmo pa še nekaj letos, pokažemo ljudem, da se da tudi malo dodati, pa z neko kvaliteto, da še malo tega izobraževalnega momenta. Ker mogoče bi bilo pa sprejet, boljš, ali pa... Seveda. Ker pa si mogoče v osnovi predstavljajo, da bi, ker ti pač gonaš isto, dokler se da goniti in to je to. Seveda. Tudi tega malo pogrešamo. Mogoče se bo okej. Je pa danes svet izredno kompleksen nasplošno, danes je to tako, da se da prodreti do ljudi, se da prihajati ljudi na najrazličnejše načine. Imamo tudi izjemno močna socialna omrežja, internet, YouTube in tako naprej. Kar je po svoje dobro, ker so stvari postale bolj, bi rekel, demokratične na nek način, da imajo tudi ljudje, ki prej, recimo preko nekih urednikov in tako naprej niso imeli nobene možnosti, da se pokažejo, imajo zdaj v bistvu preko interneta. Tako je, to je en plus. To je, recimo. Po drugi strani je pa problem, kako vsej tej poplavi stvari, je pa drug problem. Čeprav ti neposredno, spet, kad te prekinjam, konkurence pa nimaš, tako, neposredno gledano. Občasno zaznavam neke poskuse, se pojavljajo neki ljudje, za katere imam občutek, da poskušajo nekaj malo kopirati in tako naprej. Ampak jaz bi si bolj želel, da vsak najde neko svojo, kako bi temu rekel, neko svojo držo. To sem lahko rekel, kot pa da gre zdaj, lekva, dela, pa bom še jaz zdaj delal. Jaz sem to,
Jaz sem poskušal biti zelo bolj samosvoj v tem smislu. To pogrešam. Idejo, dobro idejo. Ne? Se pravi, pa tudi si pri teh, ki si jih omenil, idejo, si pristaš tega, da vsaka ideja more dozoreti. Se pravi, tudi komad, kako sploh nastane komad, a veš? Ja, to je pa spet ena zgodba. Ti lahko komad napišeš čisto na prvo žogo, bom rekel, ne? Si vzameš par ur, pa tam neki skup. Ali pa ideja zori. Ali pa se s skladbo ukvarjaš lahko tudi en let. Jaz veliko delam tako, da se recimo s kakšne skladbo ukvarjam lahko tudi mesece in mesece. Namreč, tako kot si rekel, skladbam pustim, da nekako po naravni poti dozorijo, da pustim jim, da dihajo. Recimo se z njimi ukvarjam, pa jih pa za nekaj časa pustim, pa pridem spet nazaj, svež z novimi idejami in potem preizkusim nešteto enih kombinacij, idej in tako naprej. Ne? In na koncu potem poberem samo tisto, kar se mi najboljš poraja ali pa posreči, ne, z idejami. In zato tudi imam pol neko zadoščenje, ker pa vseeno obstaja določen odstotek ljudi, ki se pa tega zavedajo, ki pa vejo, da za vsem tem stoji neverjetno veliko truda. Ja, to je dostikrat spregledan, ja. Neke inspiracije, nekega tudi talenta. Pol ti nekako to, ko vidiš, ne, pa kje zaigraš na kakšnem koncertu, pa to, ne, pa ko vidiš, kakšen je odziv ljudi, pa res. Takrat je povrnen, ne. Takrat je pa vse povrnjeno. Ja. Ampak jaz tako delam, mene ne zanima povprečje, ne, mene zanimajo presežki, ne. Zanimajo izključno presežki, ne. In mene, če me komad če me ne pretrese, če ob poslušanju skladbe ne dobim kure poti, če se mi ne... Ja, hudo. Zame to pol ni prava skladba. Jaz sem tako in res grem in se mesece in izboljšujem in res milijone enih kombinacij preizkusim pa to in pol samo tisto, kar je najbolj vzamem. In pol na koncu se pol res tisto sliši pol to, da so aranžmaji. Vidim v očeh, da je res. Hudi. Ej, Miha, da ne bo predolga, tvoje najljubše ali pa najbolj uporabno življenjsko vodilo? Mogoče, ali pa citat. Ja, po čem se po mojem jih je več. Orientiraš. Možnost več časa za razmisliti. Veliko, ne? Tiska tam. Ja, ne vem, po mojem samo, da slediš sebi, da si avtentičen. Da se ne bojiš biti ti. Tako je, da si avtentičen, da se ne pretvarjaš, da si neki. Ali pa da si dovoljš, a ne, biti ti. Veš, tega fejka se mi zdi, da je v teh časih vse preveč. In to se mi zdi, da je to vse kratkega, kako bi rekel, daha. Kratek rok uporabe. Rok uporabe. Ker ljudje to, veš, vejo, kdaj se mi zdi, da imajo da imajo nek čut za to, da ugotovijo, ali si pri tem, kar počneš, ali si res, ali to delaš z neko strastjo, ali si... Brez skrbi. Ja, brez skrbi. Ali fejkaš. Skratka, jaz želim to biti, pa tudi, če je to na račun tega, da imam včasih mogoče kaj manj v smislu, kako bi rekel, koristi mogoče Nekoga sem se šele zdaj spomnil. Zdaj sem se še spomnil. Je pa vam, da je to novoletni čas, ne? In je dobro. Tudi če gre včasih na račun tega, da če bi mogoče bil sposoben bolj bleferati, pa početi tudi kaj drugega, kar ni v skladu s tem, kar jaz čutim. Naprej bi mogoče kakšen cekin evro več včasih lahko zaslužil. Ja. Ampak jaz sem tle želim biti dokaj, se trudim, da sem, no? Se mi nihče popoln, ne rečem, da sem perfekten v tem, ampak se pa trudim, da čim bolj počnem, ali pa starejši, ko sem, bolj mi je to pomembno, da počnem stvari, za katere čutim, da so prave, pa da sem čim bolj avtentičen. Ja, pa da lahko mirno zaspiš pol. Tudi pri tem, ko ustvarjam, skušam dati svojo dušo. Tisto, kar mi je dobro. Ne tisto, kar bi bilo, kar so mogoče pričakovanja nekoga, ne. Dej pa to naredi tako, to se bolj prodaja, dej to tako naredi, dej ta komad tako naredi. Ne, tako ga bom naredil, kar bom jaz čutil. Bravo.
poslušal si prej rekel Radiohead, gor dol, levo desno. Kva zdaj? Zanimiva kombinacija. Pazi, Ja. veš, da sem tudi bobno igral včasih. Ja, vem, ja. Sam, To za hobi. Ja. Jih imam še vedno doma. Sem kot mulj, sem celo v enem rock bandu tam na vasi smo tako malo za hobi, smo imeli nek rock Ja. band in sem bobne. Zakaj pa ni še bobne na polno zapopadal? Ja, Ne, ne moš, ne, odločiti se za neki. Bravo. Jaz nisem eden od tistih, veš, ki bi počel 50 različnih stvari, pa Ja. vsako tako malo. Ja. Na pol. Ja. Jaz sem bolj Si tako, se veš, mogel odločiti. Jaz sem bolj tako, ne. Eno stvar, pa malo nagnem k perfekcionizmu in Ja. tako, in eno stvar in tisto hočem do konca doterati. Ne, bobni so drugač the best. To Ja. imaš pa tako svobodo, ne. To lahko delaš znotraj tega Ja. metrike, tega časa, ne, lahko počneš. Veš, mogoče pa ravno zaradi tega, ker tle pri tej frajtonarci si nekako zelo težko improviziraš, vezan si na tisto, kar imaš vnaprej naštudirano in tako nimaš toliko svobode. Ja. Pri bobnih je pa tako in mogoče me je pa glih zaradi tega pritegnil, ker je to nekaj Ja. nasprotja. Pa še zmeraj kaj zaigraš? Pri bobnih pa igraš in pol se lahko znotraj tega, samo da ostaneš v času, se lahko Pa še to počneš, še zaigraš kdaj kaj. Iskreno reči, Ne. da se že Ja. leta nisem usedel. Nimaš svojega seta. bobno. Imam doma neke zadeve, pa še to bo mogoče enemu kolegu malo posodil, ki me je prosil. Aha. Ampak še zmeraj pa imam nekaj globoko vse, pa še zmeraj imam neko veselje. Če bi zdaj prišel v en studio, tam pa da bi bili bobni postavljeni, pa bi se verjetno malo usedel, pa malo igral. Ja. Tista osnova, Se pravi, zdaj nisem v bobnih, nisem nek Ja. izjemen, ampak tista osnova nekaj. Se pravi, poslušaš neke bende, verjetno zdaj, kjer so zelo močni v tem, znotraj svojih komadov. Pa se to, itak je tako v roku je to Ja, zelo power, ne. Ja. Je zelo power in to ta strast, ne glede na to, o kakšni vrsti glasbe govorimo. Ja. Različne vrste glasbe imajo različne vrste strasti tudi. Tango ima tudi svoje strasti. Brez skrbi, še posebej tango. Rock metal, ne? Ja. Tudi klasika, ne, sej. To so zanimive zadeve. Ja. Povej mi še, a kaj bereš? Prebereš kdaj kakšno knjigo? Preberem, ampak zdaj sem tudi mečkan, glede na to, da sem bil zdaj v zadnjem obdobju toliko zaposlen, sem mečkan dal to na stran, mogoče kdaj polet, recimo, ko grem na kakšen dopust, si kakšno vzamem, pa tako. Kaj umerjenega? Mečkan, ja, pa, a veš, da so me zanimale tudi malo bolj zahtevne stvari, recimo, kakšne psihologija me je zanimala, recimo, ne, ampak kakšne tudi duhovne stvari, ne. Imaš kakšen naslov, zdaj v mislih? Ja, recimo sem odkril, oziroma so mi ga priporočili, en budistični menih, žal pokojni, nedolgo nazaj je umrl, ampak je bil izjemen. Njegove stvari sem prebral, recimo Thich Nhat Hanh, to je, mislim, da je vietnamski budistični menih, izjemen. Mislim, to je taka duhovna, to je na tako visokem duhovnem nivoju, nobenih povezav s kakšnimi religijami, s kakšnimi kletkami v okviri, to je nekaj neverjetnega, priporočam vsakому. Super. Čudež ljubezni je ena knjiga, pa še več različnih. Pa recimo psihologija me je tudi zanimala, psihologijo iz te teme sem tudi kar precej bral stvari. Ja, mogoče, če bomo kdaj spet, da se mi malo sprostijo stvari, bomo spet kaj. Super. Miha, še zaželj nekim najenim poslušalcem, gledalcem za nov let, ki tole snema v bistvu par dni pred novim letom. Vsem skupaj bi zaželil srečno in zdravo v novem letu. Pa avtentično. Avtentično, kako bi rekel, naj počnejo tisto, kar jih najbolj veseli, pa tako, kot so že prej rekli, naj sledijo temu, kaj najrajš počnejo. Naj bodo to, kar smo prej govorili, kar zelo pogrešam v tem svetu, ker se mi zdi, da je čudale več enega pretvarjanja, pa fejka, pa tako naprej. Naj bodo čim bolj oni. Mislim, da tega manjka v temu svetu. Mislim, da to primanjkuje temu svetu. In več kot bo takšnih ljudi, se mi zdi, bolj bo za... Bolj bo svet tak, kot bi mogel biti. Res. Že v osnovi. Srečno in vse, srečno, zdravo in vse, kar si sami najbolj želite. The best. Miha, Hvala. 100-krat bohloni.
Hvala za povabilo, srečno. Tole moramo omakniti, veš, ker se zmer zapletemo. Hvala lepa. Hvala, srečno.